Od danes so cene naftnih derivatov ponovno višje. Ekonomisti podražitev utemeljujejo z rastjo cene nafte na svetovnem trgu, padanjem vrednosti evra in splošnim javnofinančnim položajem. Podražitev bodo občutili v marsikateri gospodarski panogi. Podražitev je najbolj prizadela vse, ki naftne derivate uporabljajo bodisi za ogrevanje ali prevoz. Mesečni stroški slednjega so namreč čedalje višji. Tam okoli 80 evrov. To je malo, 600-200, to samo tu po mestu, nekaj pa te še kam greš. V načelu je tak situacija, da vedno vse prenesemo sicer. Res pa je, da bomo morali avto pustiti v garažah, če jih imamo. In če se potrošniki zaradi dviga cen pogonskih goriv še lahko odpovedo prevozu z osebnim vozilom, pa avtoprevozniki že bijajo plat zvona. Minimalna podražitev, ki bi jo morali v tem letu doseči, bi morala biti za začetek leta 10%. Česar pa trg ne bi prenesel, saj so že danes nekonkurenčni. V zadnjih 3 letih se je namreč njihovo število iz 12 znižalo na vsega 8000. Vsekakor se bomo začeli posluževati tankanje v tujini, kar pa pomeni seveda za slovensko državo veliki izpad trošarin. Zvišanje cen pa hkrati pomeni tudi dvig rasti inflacije ter posledično stroškov za gospodarstvo in potrošnike. Sam preračun nam pokaže, da bo ta zadnja podražitev pripomogla približno 2 promili k inflacijskemu izračunu. Vemo, da to ni edina podražitev v tem mesecu in seveda, če na to navežemo multiplikativne učinke, pride še nekaj več. Dolgoročno pa bodo po napovedih ekonomistov cene naftnih derivatov zaradi izčrpavanja in povečanega povpraševanja po njej še rasle. Višje cene bencina in drugih goriv pa vzbujajo skrb tudi med državljani. Medtem, ko smo še pred koncem lanskega leta poročali, da so na nekaterih progah mestnega prometa avtobusi na pol prazni, bodo zdaj morda ljudje začeli bolj uporabljati javni prevoz. Seveda le, če bodo tudi v javnem potniškem prometu znali pritegniti več potnikov. Marsikdo je ob včerajšnji novici že začel resno razmišljati o možnih alternativah in o tem, kako privarčevati pri gorivu. Bo treba premisliti, ja. Manj voziti. Po potrebi samo. Nič, šparati bo treba, malo bolj, kot pa do zdaj. Ja, imamo 2 avta, pa zgleda, da bomo vsi 4 v družini se vozili z enim. Absurd. Nikaj šparati, če penzija mala. V mariborskem avtobusnem potniškem prometu letno prepeljejo okoli 3.800.000 potnikov in porabijo dober 1 milijon litrov goriva. Vsaka podražitev jim tako ob zavezi, da cene prevozov ne bodo višali, še dodatno poslabša položaj. Ker so določene akcije v tej smeri, da bi več ljudi spravili na mestni potniški promet, oziroma da bi sploh uporabljali ne samo mestne avtobuse, medkrajevne avtobuse, vlake. Tukaj bi pričakoval države, da bi na nek način probala subvencionirati ceno goriva namensko za recimo mestni potniški promet. Tudi na slovenskih železnicah se že sedaj z različnimi ponudbami in ugodnostmi skušajo približati rednim in potencialnim potnikom. Ob nadaljnjih podražitvah goriva pa so prepričani. Bodo zagotovo ljudje začeli bolj preračunavati možnosti, da svoje potovanje opravijo z javnim prevozom, kajti tukaj že sedaj ni samo vprašanje cena goriva, ampak nenazadnje so tudi tukaj pojavlja problem stroška parkiranja, predvsem v mestnih središčih. Bodo pa zagotovo morali razmišljati tudi o izboljšavah infrastrukture in s tem povečanju pogostosti prevozov vlakov.